Kaj mislite? Se lahko dobre poslovne prakse v kmetijstvu tudi razširijo v širšem obsegu? Dobrodošli v Evropskih stoječih novicah. Kljub temu, da so znotraj vertikalne prehranske verige med posameznimi deležniki izredni pritiski, velika nesorazmerja, ki najbolj zatirajo primarnega predelovalca kmeta, in da je zelo malo izkoriščen potencial slovenskega kmetijstva v smislu, koliko država nameni sredstev za kmetijstvo in za konkretne razvojne strateške usmeritve. V zvezi z izrazitimi nesorazmerji v celotni vertikalni verigi predelave hrane so izrazita tveganja vseh deležnikov. Tveganja so najbolj izrazita v primeru izrednih razmer, kot je pandemija, inflacija in posledično podražitve, kot tudi podražitve zaradi nesorazmerij na trgu, kar se tiče razmerja med ponudbo in povpraševanjem, in nenazadnje tudi tveganja zaradi naravnih nesreč. V naštetih primerih je tveganje odvisno od stopnje povezanosti med posameznimi deležniki v vertikalni verigi. Verjetno je odveč pričakovati med posameznimi deležniki v verigi moment solidarnosti, ki bi povečal trdnost medsebojne povezanosti in zmanjšal prenekatera tveganja. V prihodnje bo potrebno tudi več aktivnosti nameniti tudi oblikovanju in izpolnjevanju zavez temeljnih načel skupne kmetijske politike. Kljub večkrat omenjenemu tveganju imamo realno odlične primere dobrih praks strani kmetov v okviru različnih dejavnosti, kot tudi primere zadrug, ki s svojo povezanostjo izpolnjujejo poslanstvo zadrug in z močno povezanostjo s kmeti kot primarnimi predelovalci tvorijo sodelovanje, ki omogoča visoko produktivnost, zanesljiv denarni tok in možnost strateškega razvoja določenih kmetijskih dejavnosti. V tem obdobju, ko se zaključuje priprava strateških načrtov skupne evropske kmetijske politike, je še toliko bolj pomembno, da se v dokumentih obravnavajo vsebina iz vidika dejanskega stanja, ki ga dosegamo v realnosti, in iz naslova dobrih poslovnih modelov načrtujemo bodoče usmeritve. Izkušnje iz preteklosti kažejo, da večino strateških načrtov do sedaj ni vedno dosegla želeni cilj, ravno zaradi situacije, ko se premalo upošteva različne prakse iz realnega kmetijstva, kjer je potrebno pogledati funkcioniranje obstoječih modelov. Vsekakor je velik izziv raznolikost slovenskega kmetijstva. Zato je potrebno toliko več naporov vložiti, da se usmeritve obravnava čim širše in z jasnimi cilji. Ne živite v preteklosti, ne sanjate o prihodnosti, ampak osredotočite se na sedanjost, da bomo skupaj ustvarili lepšo prihodnost.